Laserski gravirnik oziroma rezalnik je naprava, ki material obdeluje z uporabo laserja. Poznamo več vrst gravirnikov. Princip je pri vseh enak. Močan laserski žarek odžge in tako odstrani del materiala, razlikujejo se pa v načinu ustvarjanja tega žarka. Najpogostejša sta s CO2 in diodnim laserjem, ki se lahko uporabljata tako hobijevsko kot tudi profesionalno. Poznamo še fiber laser, ki deluje tudi na osnovi diod, vendar je močnejši, ter kristalni laser, ki je najmočnejši in najdražji. Podrobneje si bomo pogledali CO2 laserski rezalnik. Skozi stekleno tubo, ki je ponavadi na zadnji strani naprave, v kateri se nahaja zmes plinov, kot so ogljikov dioksid, dušik, helij in še druge primesi, steče močan električni tok. Ko premikajoči se elektroni pridejo v stik s molekulami plina, se ustvari infrardeč žarek, ki ga človeško oko ne zazna. Laser se odbije od zrcala in potuje skozi luknjo, se odbije od drugega zrcala v šobo, kjer se odbije še od zadnjega ogledala, da je na koncu pravokoten material, ki ga obdeluje. Preden laser zadane material, v šobi potuje še skozi zbiralno lečo, ki jo jača njegovo moč. Ta je največja v gorišču, kjer se žarki zberejo in pada z oddaljenostjo. Zato za obdelovanje od debelejših in trših materialov potrebujemo laserski rezalnik večjih moči. Leča vpliva tudi na širino laserja in s tem na širino in natančnost reza. Tanjši laser pomeni višje ločljivosti naše gravure oziroma reza. Pod šobo se nahaja luknjasta plošča, pod njo pa ventilator, ki pobere prah oziroma ostanke odstranjenega materiala in ga nato odstrani skozi cev. Postopek izdelave. V programu za upravljanje rezalnika odpremo vektorsko ilustracijo, ki jo bomo vgravirali v material. Nastavimo učinke, ki jih želimo. V našem primeru bomo, kar je obarvano rdeče, izrezali. Zato bomo uporabili od 85 do 90% moči laserja, šoba pa se bo premikala s hitrostjo 15 mm na sekundo. Počasneje se premika šoba, globlje bo laser zarezal v material. Različne barve bomo gravirali z različnimi globinami. S temi nastavitvami bomo na primer obdelovali črne linije. Nastavitve so odvisne tudi od materiala. Plastika, pleksi steklo, različne vrste lesa. Ko nastavimo lastnosti laserja, poženemo autofokus. S tem rezalnik s pomočjo senzorja določi oddaljenost materiala. S pritiskom na gumb Origin postavimo šobo na privzeto lokacijo. Če želimo rezati drugje, jo lahko z gumbi premikamo po X in Y osi. Med delovanjem rezalnika je pomembno, da je pokrov zaprt, saj lahko laser poškoduje naše oči. Izberemo še naš dokument in lahko pričnemo z graviranjem. Počakamo, da se izdelek nekoliko ohladi, nato pa ga lahko vzamemo ven. Tukaj je najin izdelek.